Ja, dober dan, jaz sem David in sem lastnik Prežarne kave. To se dobro zmislil. Dobro večer, dobrodošli, dobro jutro, dober dan, kadarkoli nas gledate in ali poslušate po dolgem času spet podcast, danes z mano tukaj komik, podcaster tudi, ne, 27 podcastov, danes je bil povezovalec David Gorinšek, zdrav. Servus, zdrav. Dolgo se nismo videli, dajmo samo to povedati, pač ni bilo cajta snemati, ampak danes je pa poseben dan, ker je David v Ljubljani. In jaz že zdaj dobro 2 tedna poslušam tvoje dnevne podcaste, pa sem rekel, to morate slišati, tako da če še niste, povej, kje te najdejo. Ok, to je podcast Grem rajš domov. To sem si izmislil, zdaj, ko sem dal odpoved, pa sem najspel, da pač za nič denarja delam še eno stvar zraven. Ampak ja, to je nekak dnevni podcast, ki ne izhaja še vsak dan, ker pač Ni cajta, ne? jebi ga. Ampak je mišljenja za 20 minut družbe z menoj. Tisti, ki želite, je čisto v samo promocijske namene, torej da tisti, ki želite ostati v stiku z mano, pa še kdaj priti na kak nastop, da zvete, ki imam kak nastop, predtem pa povem še neko zabavno vsebino ali pa zanimivo, ni nujno, da je glih vse nujno zabavno. Dnevne novice prebereš pa urjabe, pa Ja. začneš rentati, na koncu pa še šport. Ja. Prav si naredil mini radijsko oddajo. Ja, to je tudi en od vidikov. Se pravi, jaz sem zdaj delal 8 let na Radio City. 8 let je kar dolga doba in v 8 letih ugotoviš, da kaj vse bi radio lahko bil, ampak se ful trudi, da ne bi. Se pravi, v tej mi smo cool, mi smo awesome, mi smo svetovljanski, dobrodelni, je vse isto praktično. Ne? Tako da ja, v tem sem ful pogrešal tam nekih oprijemov, ki bi bili, veš, pač malo drugačni, malo bolj avantgardni, če se lahko tako izrazim, ali pa sam češki, če je treba. In tudi iz tega vidika jaz sem hotel narediti eno oddajo, ki bi lahko celo enkrat postala radijski program nekje, ali pa radijska oddaja nekje. Ali pa TV oddaja, zares. Tudi TV, ja. Vse si vajen kamere, stari bova šla pol na to, ko so sedelo. Ampak meni najbolj, ker je pred tem to novem podcastu všeč tvoje rentanje. Ja. In tle vidim, stari, da boš tudi kot komik ful napredoval, ker što na umu, to na drumu, ker je radijska finta, ampak ti daješ pa še komedijo zraven, tako da je zabavno poslušati. Ja. To je torej, trening vsak dan. Aleš Novak me je vprašal, koliko cajta ti to vzame, pa sem rekel, veš, kakor 1 ura pa pol, da se vse uploada, veš, da vse lahko se uploada, ti kaj druga delaš, ne, to se je bruto in neto čas, se pogovarjamo, ne, ampak ja, ura pa pol na dan to gre, ne, kar velik za to, da nič ne zaslužiš, ne. Moram pa reči, da je pa izjemen trening pol za nekaj si moraš dan zmisliti, nekaj si moraš dan zmisliti. Kar se tiče radijskega pa TV onega, meni je vse en romantičen pogled na radio tisti, ki me bolj privlači. Ne da se izogibam vodenju česa na TV-ju, sam, veš kaj mislim, če bi imel A pa B možnost, pa se obe na voljo, bi raje izbral, da je to radijska oddaja nekoč nekje. Dobro je to, radijska, a si kdaj razmišljal tudi o kakšni radijski igri, recimo, kakor bi pa tudi lahko generiral neke materiale, ker si dosti delal z Bušitom, pa s Kokošarjem, pa še one stvari, ki ste delali okrog Martinovega. Ja, to mogoče nekaj takega prihaja. Predstava o radiju, komična, glih z Bušijem pa s Kokošarjem, se to menimo. Kakor lahko povemo, Pišemo. da ste že imeli predstavo, kakor ste bili zagnani, neznani, zagnani, ali kako že? Zagnani, neznani. To. Sem vas fotkal za promo. Ja. Da veste. Pa tudi lučna predstava. No, in zdaj boste naredili nek nov šov, ali kako? Ja, nov šov, čisto nova predstava. Mislim, da smo se zdaj na koncu odločili, da z nič elementi stand-upa, se pravi predstava, res igrana predstava, mi smo na radiju in se trudimo biti radio, kljub nič sredstvom. Zaenkrat je to odločitev. Mogoče se bo takrat, ko tole pride ven, ali pa da takrat, ko bo to prišlo na odre, to spremeni, ampak ja, nekako v tem smislu je to. A je to The Office v živo? Ja, v bistvu imaš prav, ja. Nisem še preštudiral, ja. No, to je to, uživajte še naprej. Ja. Ja, da best, stari. Ja. Scenarij, mislim, že kaj izkušnja s scenarijem pa teatrom? Razen svojimi, ne? Ampak ja, ali pa to, ko imaš za neke tudi povezovanja, pa to, ko moraš si scenarij izmisliti, ne? O neki temi, pač tako sem danes imel povezovanje konference, o kateri nisem nič vedel, si moraš pač scenarij izmisliti dejansko, ne?
Ja, v bistvu sem jih že napisal par, ampak ne takih prav celovečernih iger. Ja. Zato, ker tukaj imaš ful ljudi, ko ti lahko pomaga. Eno so ti pač naši kolegi, ki imajo že predstave. Eno so pa mojstri, kot je recimo Kubal, ne? Ki pravzaprav to delo, pa tudi pustimo tisto afero, ko je ne, pač malo zajebo. Ampak mi smo s Kubalom delali eno predstavo skupaj potem in sem naredil še svojo otroško, še kar igramo, letos bolj malo, ampak jo igramo. In je ful fajn imeti enega človeka, ki je izkušen, samo zato, da te postavi po odru, ker to, kar se gremo mi, mikrofon pa mal act outa, je pa še jaz zdaj pol leta nisem bil na odri, tako da nimam pojma, sploh ko govorim. Ampak preki tem, ko pa odr ponuja v teatru, pa luč, pa vse ti elementi, to je pa fajn med tega, ko ve, ko dela. In tukaj Kubal mora biti, bi bil dober. Boris, če imaš čas med penziči uleteti, če si kdaj na Štajerskem, pa bi rad prišel do mene, kamo, ti ga poznaš? Ja, valjda. Daj mi cifro, pol. Ja, itak. Dobiš, takoj, povemo, kar uživa. Ja, Boris, se čujemo. Boris je legenda. Bora. Ok, itak si delal pa tudi že mnogo teh vizualnih stvari in tudi recimo Bob Leta najbrž si imel tam kazga režiserja, ne? Ki je prišel kaj pogledat. Ja. Pa upam, da to ni bil težak sam, ne? Ja, težki je bil. Ok. Dobro, vse v redu. Ampak saj en, ko vidi iz odra, ko se dela, ko se dogaja, tudi v bistvu že imaš vse te izkušnje, ne? Fanta pa tudi. Ja. Vseeno je 8 let, odkar se ukvarjam s stand-upom, tako da dejansko izkušnje že kar nekaj, zdaj pa pač gremo na polno, ne. Torej, veš, 18. septembra se mi je stekel odpovedni rok in zdaj pač ni druge, kot da delamo, ko gre, ne. Je pa ja, to je glih zdaj ona neka meni smernica, da grem v te manjše kulturne domove tam delati program, ne. Se pravi, Gorišnica, 100 ljudi in pridejo, ne. To je kar velik procent prebivalstva napram Mariboru, Ljubljani ali pa Gradcu, Dunaju, ne. Ampak pridejo, ker imajo radi svoj kulturni dom in fajn je, ker se zberejo vse generacije, ne. Se pravi, zberejo se taki ljudje, to sem opazil na deželi, da je pridejo penzionisti, pridejo srednjih let, pridejo oni, ko imajo male otroke, pa so jih nekam dali in pridejo dejansko otroci, pač 20 let stari, 18 let stari, kot jih v mestu ne bi srečal na istem placu kot penziče, ne? Ker je pač, ne vem, imaš več ponudbe in greš pač tja, kamor je tebi fajn iti, ne? Na vasi se pa zberejo, recimo kako gasilsko društvo, kulturno društvo, za nazadnje smo bili v Grobelnem z športnim društvom in oni naberejo folk, ne? In ja, vsaka čast, glede na procent prebivalstva, še enkrat, da pride toliko folka, ne? In pa seveda, da imajo voljo s tem, ne. Veliko mi jih je reklo tudi, naprimer, ko so pač na neko društvo kliče, pa pravijo, ja, mi bi vse vam dali, ves cash, pa sem vedno tak, ne rabiš mi, da gremo 80-20, vi boste imeli več cilja, mislim, boste imeli večji zagon prodati vse karte. Čau. Čau. Koliko le gre, nekaj boste imeli od tega, pač tam okoli treba travo, pokositi pa tudi benzin nekaj stane, ne. Zato ponucate tak cash, ne, zakaj pa ne. In meni je, glih to je fora, ja, da pač bi rad, da imamo vsi nekaj od tega, ne, da priješ, pobereš, pa greš, ampak da je cilj še pol, mogoče daj sodelovati, pa mogoče daj še kaj narediti, pa dejansko skrbeti za kulturo v kraju, ne. Ta je kar huda. Gorišnica, ki si omenil, glih kolega ima gor pač starše, izmed starše iz gor in stari se ful se družijo, Ja. ampak te na generacijski ravni, ne. Ker pač, itak, da pa priješ skup, pa da imaš nekaj na družinski kosili zapovedati, ker si skup gledal, pa različno interpretirajo, pa ne predvsem zares, veš. To je kultura, ne. Ja. To je kultura. Ful dober, stari, ful dober. Čeprav pri nas ne vemo, kaj je kultura, ne. Če sprašajo, kaj pa te vi ste, ne, kaj rečemo? Ja. Veš, Finci so ka, savne, Ja. naprimer, ne. Kaj so Angleži, Shakespeare pa fuzbal tekme in pretepi, ne. To je kultura. Če tebe vpraša nekdo z Mongolije, kaj pa ste vi? Mi imamo en izmed redkih držav, ki imamo pesnika na glavnem trgu. Ok, dobra. Tako da v bistvu smo kultura, ne? Ja, smo kultura. Ker to v bistvu, ko smo meh narod, itak pač smo mogli imeti kulturo in se je prenašala preko zgodb, preko pesmi. Kultura nas je rešila skozi 1000 let Nemčije, ne, praktično. Ne. Nas je rešila, da smo ostali nekaj, ne. Pa Italijani, vse dole kokošari, tam so bili Italijani že, veš. Tudi, ja, ampak Gor prek morja so bili Madžari, ne?
Ja, ok, pač recimo, da so bili drugi imperiji, ne, rečemo tako. To nas je rešilo, zato smo ostali nekaj, kar smo. Ne. Obstajajo narodi, ki so prenehali obstajati, ker se je pač kultura izjalovila, ker je pač šla nekam. Ne. Nimaš himne, nimaš zastave, tudi če živiš v tuji državi, ne veš več, kdo si, pa kaj si, pa ni. V pari generacij se pozabi pol spomin na tam nekje en kraj Gorišnica, ne, kjer so včasih tvoji predniki bili. In pol ostane, mogoče to se samo spominil nekako plastično, da ti lahko reče tuje območje, kjer smo bili, nimaš pa več korenin pa povezave s tem. Ne. Kultura nas je rešila. Jaz ne pravim, da nismo kulturni narod, jaz pravim, da mi ne vemo, kaj je kultura. Kapiraš? To pa. Kultura je savnanje, ne? Ja. Je savnanje. Vsi vemo, da se na Finskem ful savnajo, ne? Je res ali ne res? Ja, seveda, da je. To je del kulture, ne? Ko pa nas vprašajo, kaj je kultura, kaj rečemo? V bistvu nismo si toliko različni, ne? Če bi rekel, tako kot prej rekel, fuzbal, ne? Ja. Sem pomislil, zakaj Združeno kraljestvo imajo 4 te fuzbal ekipe, imaš Škotsko, Irsko, Valižane, ne? Pa so ista država. Ampak, ko pol potuhtaš, recimo, da smo gobari, ne? Ja. To Instagram šibajo gobe, vsi penziči pa mladi, ko pač to hodimo, to pol slikaš gobe, objavljaš veselo. Ampak so tudi drugi narodi gobari, ne? Niti da nas to definira. Veš, da smo kolesari po novem, ne? Ko imamo pač Pogačar, Roglič, Mohorič, vse te fante, kakor so krasni in Špica, ne? Pa, jaz sem tudi kolesar, sem biciklom skus. Ti snurbaš tudi kolesar. Ti si tudi kolesar, če si blizu ampak Pogačarja doma. Rogliča. No, čeprav zdaj tle v Ljubljani živi. Veš, ampak vsi Italijani tudi biciklirajo, pa Mađari, pa Hrvati, pa Avstrijci. Ja. Pa nekaj prav posebnega, mora biti, da smo bolj trbast. Vinogradi? Ker drugi pa nimajo tega. Ne, zares ne. Hobi vinogradništvo ne, to da ima vsaka bajta svoj vinograd skoraj na podeželju. Ja. Tega ni nikjer v širše. No. Mogoče je ki, ampak ni zares. V Avstriji zid ni nič. Imajo to rešeno kot velike kleti, odkupujejo vinograde, ki so od nekoga lahko. Ne pa, da doma malo veriš pa to. To, da ima pa doma en 7-8 vrst trtov. Ja, 300 litrov za domačo uporabo, ne? Pa se jebe celo leto s tem, bomo tako toča vse stolče, pa je sam trošek imel, ne? Hobi, tega pa ni, ne? Ljubezen. Čebelari smo. Prvi, ki smo kulturo, ne kako se reče, epicenter je, torej čebelarski center. Glavno, to smo mi prvi naredili. Ja. Tu je začetki čebelarstva so tu, ja. Drugače, Anton Janša je bil dvorni čebelar na Dunaju, ne? Ja. In danes je ta epicenter, veš ki, v Mariboru pri dvorcu Betnava, njegov. A res? Ja. Ker mislim, da smo se nekaj imeli za Edo Medo predstavo gor. Veš, ko imamo nekaj med tudi na tem. Edo, si rekel? Edo pa Medo. Ne P. For fuck's sake, otroška predstava, razumem, stari. Sorry, mogo sem. Ja, saj vem, da moraš na prvo žogo čtvosed. Evo, to je tudi razlika, ne? V gostilni to prođa, na odri pa ne. Zakva? Ker jih moraš presedeti, ne? Mislim, vse se da obrne, da nam zašel v to temo, ampak ja, se pravi, a veš, ko je ona, to je tudi del kulture naše, da se na kakej okrogli obletnici v kaki tipično slovenski žurki reče eden, ja, dober tek, tistim, ko imate govejo, tistim, ko imate pa gobjo juho, tistim pa veliko sreče. In ljudje se vedno smejijo, ne. Okoliščine, po mojem. Se pravi, oder je spet nekje, kjer se ti postaviš in rečeš, da si smešen, ne? Ja. In zato tudi ljudje pričakujejo avtorski material, ne? Gobja juha ni glih, ne? Ja. Nam je pa pač smešna, ker je verjetno situacija taka, da eni že začnejo jesti, eni bojo, eni se odločujejo, ali bi ono, in pol reče to nekdo ta vic in se spomnijo, lahko umrem. Super. Jebi ga. Gremo nazaj k kulturi. Kje po muzejih hodiš? Nazadnje sem bil, že kar dolgo nazaj, 2022 v Pokrajinskem muzeju. Ne, še kar dolgo nisem bil v bistvu.
Drugače na finta je tlo v Ljubljani, ne vem, če posod. Včeraj sem bil v Že kar dolgo. priložnostnem muzeju novinarstva na Večeru, ker sem bil na Bajti tam. Včeraj so imeli 80 let večer in sem bil tam, ja. In je torej od starih, oni so imeli prvi, nisem tega vedel, prvo žuto štampo v Sloveniji. Vroči kaj, oziroma kaj pa vroči kaj. Vroči kaj je bil seveda z nagicami, ne. Tako daleč sem gledal na naslovnice, en ta vroči kaj je imel naslov Posilstvo. Sam to. Vse, kaj ste vi delali takrat? Zakaj se nam zdi, da je svet nori, če ste vi taki norci takrat bili? Bil sem včeraj, no, sorry. Ja, ta mini trik v Ljubljani vsako prvo nedeljo v mesecu so zastojni te muzeji. Ne posebne razstave, ampak tako narodno galerijo greš lahko, ker je ful dober, če zunaj se lepo vreme, pa se ti nadaje tudi na Rožnik, pičiš. Pičiš, ja. Noter si na toplem, malo gledaš tam slike, se zabavaš, dobiš kakšno inspiracijo. Izhodim dosti, ker pač te moderne zadeve me zanimajo, tak sem že vse pregledal, ampak tudi vsake toliko grem, vsake let grem enkrat do dvakrat grem noter, no. Ker tudi kot fotograf, veš, zmer kako novo finto odkriješ, tole finto je naredil, ne. Ali pa tudi sam pač, ko so čutili takrat, ne. Ker te slikarji so zares kar iskreni ljudje, ker si lahko izmišljujejo, tako kot mi, ne. Preres nekega obdobja, tako smo se menili, da ta podcast je dejansko, ko si ga ful redno izdajal, bil preres tistega obdobja in zdaj, koliko boš še snemal, bo preres tega obdobja v stand-up sceni, pa širše, se sem imel tudi kere druge, ne sem stand-uperje, no, ali pa ene, ki so stand-uperji, pa še kaj drugega, naprimer Kobal, pa Karasa sem imel, pa tak naprej. Sem tudi Primzita, Pernata Primož, kakor je pač igralec, ne, pa imel sem Kobal, mislim, kako sem lahko zdaj pozabil, Lajovca recimo, kakor je PR-oc, ne, pa ko smo se pogovarjali o tem, kako stati, kako se pripravljati na oder, kaj je v noči, kakor bo to zdaj tudi naprej še uspešno počel. Ne smem pozabiti tlele našega Bagarita Ludvika, tudi igralec, ne. Pač teme, kakor bi bile uporabne za komike. To je poanta tega podcasta. Plus seveda ta zgodovinski, ne. Pa preres, ja, točno kaj je kdo v enem trenutku študiral, ne. Se pravi, to je moj tretji podcast, ta v tem, kak sem bil, enkrat je bilo 3 leta, ne, med korono, odkar sem delal stand-up, enkrat je bilo pol 5, takrat, ko smo v Mariboru snemali, zdaj je 8, ne, oziroma bo 17. decembra, ja. Hudo. Tako da, ja, kot preres je to fajn, pa ko si rekel, ja, v muzeju pol vidiš res preres nečesa, nekje, nekako, ne. Se pravi, kaj so takrat študirali in tako si rekel, ja, inspiracija lahko pride tudi zaradi tega, ker tega zornega kota več ni, ne. Ker ne živimo več tako, ko smo, ne razmišljamo več tako, ko smo. Takrat je bilo to nekaj samoumevnega. Mogoče si je to takrat umetnik mislil, to moram dati not kompozicijo, barve, karkoli, ne. Danes pa je to fajn za videti tudi, ja, iz lastnih potreb, ne, po ustvarjanju in pa da vidiš, da se izobraziš v bistvu kulturno. Danes si delal tle v sosednjem hotelu Union, ne? Da bomo pač govorili o tem, ko si počel, ker tudi ne vem, pa bova kakšna narodnost blekla ponovno. Noter ima eno ful lučno stvar pri vhodu. Tamle, a si bil v tam malem ali v ta starem Unionu? Ne vem, tudi iz ceste zmriš. A imajo steklen vhod? Steklene. Okay. Tle v ta starem deli imaš meni, ki je ful star iz tako, tavžen, kakorkoli je bil pač Union, ta plesna dvorana, in gor imaš tako kisla voda. Stari, a veš, ono vino, pivo, to štekaš, ne? Ni tako radenska, kisla voda. Kisla voda. In tako prav, nice. Preres. Ja? Preres. Ja, zanimiva stavba je drugače. Lušna. Iz nekega drugega obdobja v bistvu. Bil si pa v tej dvorani tlele, ko gledava te zelene. Ne, na kontra strani. A na kontra strani? Ker tam je še ona Ta bela velika dvorana je, posta pa 2 tak gor, mislim, da. Nad njo, levo pa desno. Mi smo bili levo. Aha, pa ste bili pa tam na unji strani. Ja. Nice. No, spoznavaš odre. Deva se še to malo pomeniti. Ko smo bili pri teh zadružnih domovih, eni so ful dobro opremljeni, eni imajo pa eno lampo iz socializma, ne. Ja. A imaš kaj več izkušenj zdaj? Poln prtlažnik robe vedno. Zvočnikov res da ne, imam pa luči, pa štenderje, pa to vam zraven. Glih zanj, če to prav prišlo, ker je seveda prejšnji dan so testirali in je crknala ena. In pole bo tako, so boste sam zadnje strani osvetljeni, so to je okej, ne?
Mislim, dobro, smo že delali slabšim, ampak sem imel lampo zraven, da smo še z druge strani osvetlili. Ja. Ja, odvisno, koliko vas skrbi za to, ne? Ker to vsaj ni tek draga zadeva, niso to poceni zadeve, no, ampak to ni nekaj, kar se neka krajevna skupnost ne bi mogla privoščiti. V Tepanju, naprimer, najbližji vasi, moje vasi, torej Dobrnežu je Tepanje, tam je kulturni dom v gasilskem domu in so gasilci sami obnovili, pa so naredili na novo izolacijo, na novo okna, naredili so zice, mislim, da niso menjali, so pa obnovili oder. Tako da je bil čisto ok, lesen, luči pa to, mislim, tehnika je bila tudi ok in to špila, nič več narabiš za res. Smo se pa kam že pripeljali, ja, ko je neko omarco odprl, noter je bilo 40 kablov, od tega 2 preklopljena in potem si mogel videti ki pa ka in potem si mogel imeti opremo, v katero si lahko karkoli vklopil, ker če so imeli sam pač jacka, ti pa sam XLR, to načeloma ne deluje, razen na vzbožju pomoč. No in ta tehnična pripravljenost, folk mora biti se kdaj ne zaveda, kakor nas najema, sem na marca snimal na zadnje privatko. Ampak ko nekam priješ, pa tako vse ne rabiš mikrofona, pa vse ne rabiš reči, pa tako se pa da rabi biti tam. Ja, marsikdo se tako predstavlja, da se ti boš nekaj. Glizan sem imel neko 40-letnico, ki sem jo v bistvu povezoval, pa bi mogel vmes stand-up delati. Pa bolj, ko sem jaz njemu razlagal, da mi kos, da mi 20 minut, jaz te lahko povezujem, koliko češ sem, daj mi 20 minut, pol ure, da jaz nekaj dobim, pa da takrat, ko so ljudi na kupu, to začnem delati. Pa je rekel, ja, jaz vem, da to ne gre, sem ti bo že naredil. Sem rekel, okej. V glavi sem se mislil, okej, 100 evrov več, ne, ker pač vidim, da bo kaos. Po na koncu je sam tak kaos naredil, ker se z dobenim nič ni zmenil, da je itak tudi cajta minilo, da ni bilo cajta za stand-up. Perfektno. Pa si oddelil svoje in šel. Ja. Pogoji, ki so, ne, ali zahtevnost programa, ali da nekaj zraven napišeš za privatko, ne za slavljence, pa to vse zahteva cajt, delo pa stres. Najlepše je, da sam priješ, odpičiš 20 minut, ko jih tako imaš. Ljudje se malo nasmejijo, cena je nižja, tisti, ki razmišljate o tem. Ljudje se malo nasmejijo, sem tukaj, da presečeš 20 minut, je to. Eni tudi govorijo, bi imeli 1 uro. Zakaj bi imel 1 uro na privatki? Ti boš imel ljudi na tvoji privatki, na tvojem rojstnem dnevu, ki bo tam 3 ure. Od tega bo 1 uro bojo poslušali stand-up, ne bojo. Ne. Glasba je lahko ambientalna, ne. Stand-up pa ne zares. Ne. Čeprav ti šel za enega kolega delati gor v hribe, ne? Ja. Je bil čist navdušen, ampak pa bi Hvala, rekel... Google zemlje vidi, ki sem se pelil tisti dan. Tisti je dobra cesta, veš, zdaj, mi znamo vas po teh ovinkih, ne? Tisti je fajn cesta. Ne, mene je pelalo, veš, ki čez planino gor te nadmršalo? Ne. Mislim, nisem šel čez Marijo reko, no. Aha, kam pa šel? Naprej v Preboldu in pol levo. Jaz sem tako prišel na šoder, se furam kilometer po šodru in je majke mi 10 metrov asfalta in pol spet šoder nazaj. Dobene bajete nič, sem 10 metrov asfalta je bilo. Da sem prav bil tak, zdaj sem se sam ruknil, tako ležeči policaj, bil sem pač mal manjši pa mal daljši. Ampak... No, glavne, partije so bili fajn, ne? Partije so bili fajn, ampak ljudi so imeli občutek, da si ti 5 minut delal, ne? Ne. Ja, se ved, da zdaj odvrbaš 20 minut, da pa si še kaj potegnil. Ampak fora te, ko ti padeš noter v zgodbo in ti to znaš razlagati, to vemo od policajev naprej, stari, to padeš noter in tako cajt mine, tako, pof. To so ti rekli, ali ga? Jo. Doreč so bili ful fajn družba, ja. Mislim, da so se pritožvali, pohvala so mislili, ne? Ja, so bili vredni. Aha, okej, ja. razumem. Ja. Pač ful hit je mnila, veš, ko greš v predstavo, kako gledati komedijo, pa po 2 ure, pol ure misliš, da je že konc, enkrat da je en joke noter. Veš, tukaj pa fajn. Ja. Glavnem, ful lep razgled mora tam dol biti. Kako se tam reče že? Planina, prav šola pod planino. Imam fotko. Ja, izjemen pogled mora biti, ker je bilo jasno. Na eno stran se vidi torej spodna Savinjska, na eno stran pa Trbovlja. Ja, dol spod se Trbovlja. Ja. Izjemno je bilo videti sam po noči. Kup v Soči izgleda, sam da je pač Sava. Ja. Ker v bistvu isti šmor, bolj kot ne. Malo več težke industrije pri nas bilo, čeprav gor imajo tudi, ker sem tam en film lani snimal, smo najdli industrijo. Ne? Tako da imajo. Imajo, veš da imajo. Ampak... Celo zastrupla jih. Jo, kako pri nas. Cement pa tako. Kako pri nas. Tako vse posod. Ja. Ja, bila je fajn privatka, ful fajn družba.
Včasih priješ na kako žlahto, ko je skregano med sabo, te se pa gledajo, pol, kaj se oni smejo ali se mi smejemo. Kdo je zdaj bolj kul? V takih žlahtah je težko delati, ampak talo pa res bomba. 50-letnica je bila. Pa ti iz enega nastopa še preleto. Jaz sem bil v Oplotnici s Kuzmanom pa Masnakom, ja. Star, ja. Viš, to pa je po celem svetu naenkrat, ne. Jutro imam Postojna, Maribor, Jesenice. Če prav Postojna, pa v Maribor, pa Jesenice. Ja. Koliko kilometrov ti zdaj narediš na let? Štejem. Sam tako 100 evrov vsak dan v tank noter, pa šta bude. Ja, dobro, to ne, ampak se sekiraš, lej. Jaz vedno za 20 evrov tankam, pa je to. To je to, ne. Pa priješ, ja, the best. Tudi ena stvar, kako počneš, ko se voziš na teh relacijah. To mi je bilo zelo zanimivo, ko se vozim s temi izkušenejši komiki in so kurbe tih. Eni govorijo, ko zmešan doktori, eni so pa tih in je fajn. Jaz, zaradi moje lokacije se že ful dolgo nisem z nobenim nikamor pelal. Poslušam podcaste večinoma, no. Eni pravijo, da si pišejo material na poti tja. Jaz to nisem še najdel tudi predstave v glavi, da bi lahko nekaj novega si izmislil. Ko si ponavljam, je tek velikrat ful pozavim, kje sem, ker sem pač malo moraš gledati po cesti, pa to. Se splača, če si na ceste. Ja. Veliko se vozim sam, res sem zadnjič študiral, kdaj sem se nazadnje res s 3 pelo 1 uro, na primer. Ja. To sem zadnjič študiral, pa že dolgo ni bilo. Kakorkoli. Ja, ko pa počneš podcast, praviš, da poslušaš? Ali pa YouTube videe, no, ko so več... YouTube videe gledaš med vožnjo, da čak pa ne. Ne, mislim, poslušam neki, pa češ, ko so oni neki fun facti ali pa neka politično stanje fucking Mongolije ali kako narabiš gledati, ne, ko pač si dam na Bluetooth pa pač poslušam, tako radio, ne. Ok. Tako podcast. Aha, se pravi, a veš, ker to folk tudi nave, da v bistvu full cajta preživiš na cest, ne. Ja. In bolj, ker si uspešen, menj cajta baš sploh zapisaj, ne. Ja. Ker čez dan malo se moraš imeti za naprej, malo za nazaj, ker kjer pozabijo plačati tudi. Kdaj? Pol tuhta, imaš tu tavž, da edi drugi skrbi. Tako da v bistvu tam nek na začetku je okrog 200 da stopa, tam je en ta romantično obdobje. Ko imaš glih prav cajta še vole, da še pišeš, pa to ne. Stand-up je ljudsko gledališče preneseno strani Američanov v Britancov v urbano okolje in pole preneseno v Slovenijo, kjer smo spet v ruralnem okolju, ne, razen Ljubljana pa Maribor, pa ajde. Pa še to, dodemo, ja. Kaj gleda kdo, no, ampak se veš, Celje, Kranj lahko gledata ful urbano v eni ulici, ne, lahko gledata, ne. Maribor tudi. Maribor tudi, ja, Maribor je večji. Ja, Maribor je večji, zato nisem zdaj tako. Še manjšo mesto lahko gleda ful urbano, to sem hotel reči. Ja, drugače tam malo naprimer Šiške štala, veš. Ja? Včasih je bil tle na nagradi stara, ti kar to zrihti, ni panike, bomo že pol porezali. Najstarejša kmetija je bila tle pod gradom, na Grajskem griči. 20 let nazaj še. No, v Velenju je pa štala, bar. Ja, Coca-Colca bo šel zrihto. Coca-Cola. Se to tudi spil, ne se bat. Dobar, ni panike. To je za mraz. Ja. Vse smo se prej pogovarjali, da gremo na cesto in tako, ne? Ne, Velenje je bil pa štala, bar. The best. Pa mislim, da nekje v Prlekiji tudi niso bili povezani, paralelno razmišljanje. Ampak ja, ker je stand-up je ljudsko gledališče v urbanem okolju, ko je prišel v Slovenijo nazaj, je spet v ruralnem okolju nekako, ne. Zaradi tega se veliko vozimo, ne. Ja. Torej, Louis C.K. se je včasih vozil po Manhattanu gor pa dol in je od kluba do kluba delal 10 minut do 15 minut in imel je motor. Torej, da se je izognil gužvam, imel motor, da je lahko naredil v eni noči po 10 nastopov, če je hotel. Mi imamo 10 nastopov ful težko v enem mesecu. Ne. Marsikdo nima, tako bom rekel. Hvala. Sam pogledaš ta kader, če sem jaz sploh noter, ker sem prej naštimal na njega. Top, hvala. Ja, Louis C.K. Mark Norman tudi, ne, je spal skupiral to foro. Ja. Vsi to delajo, ne, vse posod. Ja. Mi pa gremo kontra v bistvu. Tis, kaj meni najbolj všeč, to moram zdaj povedati, da kljub temu, da je tek malo nastopov, ne, pa da čisto nekih drugih pogojih delujemo, sem poslušal za Perico v Cankarju in poslušal sem marsikatera drugega komika v Cankarju, v istej dvorani, vse je isto. Ja, ti smo izrihtal karte za Ungale. Za Jimmy Carreya, ja. Poslušal sem mednarodne komike, milijarderje, ene najbolj poznavnih fac na družbenih omrežjih sem poslušal tam, pa poslušal sem Perico, po majke bilo isto. Ni bilo ono, aha, ok, sem to je 2 nivoja, 3 nivoja spod. Ne,
Ljudje se isto smejijo, isto se sprostijo. Dobro, dal si tudi Perico za primer, veš, kaj je bog slovenske komedije zares. Je se koga boš pa te dal, ne? Je vrh moraš dati. Ja. Kakorkoli, isto goste šale so bile, isto dober ritem, isto fajn melodika. Vse je bilo tam, ko more biti. Kljub temu, da ima on krat 10 nastopov več za sabo kot Perica, pa je Perica torej imel 20 let lani, takle cajt, ne? Ne broj več nastopov, ker je enostavno več priložnosti za oder in več minut na odru in več časa in priložnosti za razvijati šale, je isto zvenelo. Da si predstavljaj ti, nekdo pride v mladinsko šolo v Barcelone, ima najboljše trenerje na svetu, tam že pri 6 letih mu cuker merijo, če vse vredi, on nek gen ima, temu dajo ne vem kere praške, tako so Messijo dali, da je malo bolj zrastel, da si te lahko pač zrastel do 1,62 m, koliko je bil, da je lahko sploh špilo in pol je bil balon d'Or je osvojil, ne vem, 200-krat ali kolikrat. Pa si predstavlja enega v Enkarače, ne? Ja. Ki nima toliko priložnosti za treninge, ki nima... Živo Roza! Dober dan. Ja, bova malo snemava. Snemamo, ja, zdrav. Ok, da ti fajn bodi, čau. Uživaj. Ja, priložnosti smo se pogovarjali, se pravi, en iz spodnjega Dupleka nima takih priložnosti. Ko nekdo v NK Barcelona. Ampak, ker šport ni kultura, ne, kultura sposobna to narediti, ta preskok, se pravi, nekako se imamo lahko isto fajn, če poslušamo milijarderja ali pa pač Perico, ki je sicer, ja, tako se je rekel, eno top 3 v Sloveniji, 100% v stand-upu in isto zveni, to mi je bilo v Cankarju najbolj fascinantno, to je isto. Se pravi, ok, če bi šel v Anglijo, bi se mogel naučiti angleško, pa njihove reference, pa to narediti, ampak veščine so isto dobre, ne? In to je mogoče kultura, ne? Se pravi, da, da smo lahko eno gledališče, ki je iz urbanega okolja prišlo ruralno, vzeli za svoje in kljub temu, da so Janezi naredili rekordov, da je bilo 70,000 kart prodanih v pol sezone v 3-4 mesecih, in tudi niti procent prebivalstva ni. Kljub temu, da je tek malo nastopil, da je scena še vedno v povojih, lahko nekdo prije v veščini tek daleč, ko je Perica prišel, da se meri svetovnimi komiki. To je mogoče kultura, viš. To vidiš, to je dobro. Pa še ena stvar dodatna je to, da Američane 350 z vsem priseljencem, ki je zdaj malo menj, ampak ki je unzopren. Ampak pustimo to. Veš, nas je 2 milijona. Če to pomnožiš z unovo številko, da priješ na 300, se pravi krat 150, 160, pa smo pa tam že, ne? Ja. A veš pa, recimo Nemci, kakor jih je pa tudi ful, pa nimajo tukaj stand-upa razvidega, kdaj kaj gledal nemški stand-up, kar boli drugače. Gledal sem enega na Panču, ko je bil ful tečen skozi, ker je... A ja, unga Kanačana, ki je v Nemčiji. Ne, je bil en pravi švaba, blonden, modrook, bil je ful cajt, jaz sem takrat bil prostovoljc na Panču, torej glih sem začenil, pred korono je to bilo. In on je bil... Neki je ena Sara, ali kdo je neki malo zašuštrala neke karte, on je mogel takoj se vsesti v avto in iti v Trst na letalo in pol je bil tako siten, pol je šel pa gor, pa se je v bistvu delal norce z tega, da Nemci nimajo zares smisla za humor, a bilo smešno, bilo je dobro, samo bilo je tak se mi je zdelo to na prvi šogu, zakaj sem imel zdaj 20 minut o tem, da pač najbolj stereotipno stvar narediš. Pa sej spet, najbolj stereotipno, najbolj hacki stvar, ko lahko narediš v stand-upu, če narediš vrhunsko, maestralno, ne? Ja. Pol ni več hack za mene, ne? Se pravi, recimo... Diaristokrat si gledal? Kaj? Diaristokrat. Ne, ampak če imaš ti... En joke, kar ga govorijo vsi komiki na svoj način. Aha, ne, nisem gledal. Dobro reči. Ampak če imaš ti najbolj brezvezen premis, se pravi, dedi so glupi, babe so tečne, ne? To je najlažje smeh dobiti, zato ker se vsi najdemo v tem in se vsi prepoznamo. Pa karijera Ranko Babiča. Če ti to narediš... Ja, se rad zdožil za mojre, krvalči isti. Če ti to narediš v nekaj, kar je dobro, res dobro, kar šokira še sceno, ne? Še tiste, ki se spoznajo na to in vejo, da je to nekaj, kar naj ne bi delali, če narediš tako dobro, pa ni več hack, ne? Ja. Pižama je včasih na to z metalci stari. Ko? Tam je neki uponašal metalce, skakal po odri stari in vse to, ampak
Tega Ben več ne more ponoviti, no. Tako dobro je naredil. To une dva sem zabava, tega pa hvala, ni fair. Veš, da sem srečal enega fana tega podcasta. Vem, sem poslušal tvoj podcast. Aha, ok, že poznam, kaj na mojem podcastu vse povem. Exactly, zato je fajn. Ja. Na enem rojstnem dnevu sem bil in mi začne razlagati, rdeč je zakon. Pa skva, Bergant. Aha. Nismo videli, kdaj je tole dol padlo. Ravno kar. Aha, ravno kar. Na enem rojstnem dnevu mi je začel razlagati, rdeč, je zakon, pa ste kva, Bergant. Ne, kjer že bolj rdeč, sem jaz, imam rdeč obratuške. Pa je rekel, kaj je, ko ima podcaste. Spušni. Ja, jaz to ful gledam. In je bil ful fan, koliko si mi prej rekel, si 90 subscriberjev dobil, pa nisi nič objavil od marca, ne? Ja, lani. A ja. En let A pa pol. teg? Ja. Aha, ok, sem mislil, ok, saj ni važno. Ampak ja, on je ful fan in ful ga zanima scena. In potem sem mu rekel, stari, bi šel kdaj probat, če te tako zanima. Rekel, ne, si fuki. Ok, bomo več. Nisem še srečal to vrstnega fana stand-upa, no. Ja, pa zakaj pa ne? Sem pač, Sem malo prav. sem menil, vse v vremeni pa vsem žive, pa veš. Stari o fucking tehnik sva se pogovarjala, kjer ga to zadeva. Nas, ampak pa še kjer ga Pa drugega. še koga, ja. Veš, to vse delamo. Koliko smo staj tam, dobro, smo pa 3 še imamo. To sva že se dotakla mal, ampak a si jemo kdaj, ko si prišel iz gledališča, se pravi iz Boba Leta, v eno neurejeno dvorano, a si jemo kaj za hoh takrat? Ja. Mislim, A še unak pri sebi opaziš malo, da si pizda kdaj ne za nazaj? ja, to sem opazil pol prepozno, ko je bilo že prepozno za to, ampak... By the way, sam to, ne da ga kaj jebem v glavo, ti res nisi hoh človek, ne? Ti ljudi na stari tak, da... Dober, ja. Ne, ujameš se v past, ki jo ne vidiš. Ne. Se pravi, ujameš se ono, da zdaj pa to ni in pol popustiš za glih tistih 10% svojih veščin, popustiš in glih tiste naredi onega, tega moram še enkrat videti. Ne. Glih to je tisti trenutek, ko ljudje rečejo, glih tistih 10% je tisti nadgradnja tvojega nastopa in glih zaradi tistih 10 minut dobivaš fajne. Drugače pa rečejo, je bil dober, ne, pa je nekaj rdeče, ker je, pa manj da je on pušnik, ne, pa te zamenjajo za koga, ne, ampak tistih 10% je vse, kaj je. In glih tistih 10% ti taka priložnost prehitro, kot je Bob Leta za mene prišel, glih taka priložnost ti v bistvu to ubije. Ne. Ubije ti tisto željo, tekmovalnost, srž za kulturo, dejansko, srž za to, kaj sem se danes spomnil, to moram povedati. Ne. Glih to ti ubije lahko. Ne. Tu je ena taka mentalna pastja v bistvu. Ne. In takrat je bilo, saj sem vse posod šel, ne, ker zdaj pri nas v stand-upu velja pravilo, da moraš iti na oder, ker imamo premalo odra in vse posod se nekaj naučiš in vse posod nekaj dobiš in nekaj novega vidiš, lahko neko novi punchline dobiš novi in tralala. Ampak kljub temu, da sem jaz izpolnjeval ta pogoj, sedem se v avto, ni mi vse, mislim, kamorkoli pridem, jaz bom šel, kjerkoli se ena šansa odpre za neki, jaz bom šel, pa ne zaradi keša, ampak zaradi odra. In kljub temu, da sem izpolnjeval pogoje, recimo temu kilometrov in minutaže, nisem izpolnjeval tega, da moraš 100 minutažev nekaj narediti. Ne. In potem sem se ful dolgo ciklil v enem in istem materialu. Material je bil, ali je bil soliden, ali je bil pa dober. In pol mi ga je bilo težko bek metati, nisem se odločil za res, da zdaj pa tale bit objavimo. Te 3 minute sem prežvečil, koliko sem jih lahko, zdaj pa čas za nekaj drugega. Ne. In potem se ti začne dogajati, da dejansko prije folk drugič in so tek, ko sem za isto čul, sem je bila izvedba slabša, tistih 10% je falilo. To bi jaz po to vprašanje, če me je to spremenilo, to bi bil odgovor za to vprašanje. Ker jaz se spomnim, da takrat okrog tega časa, malo prej, pa potem si ta prvič razlagal KGB-ji Raco, Miloš. Takrat si prvič čul, verjetno. Ja, možno. Ja. Ker pa ga full cajt nek si delal, pa ni bil še toliko dodelan, kot je zdaj, ki je zelo luškan žog. Ja. Zelo luškan žog. Ampak kot se jaz tebe spomnim, si zmer testiral nove stvari. Na začetku si testiral isti material, si performance različne testiral, pa kako, smo bili še tle v teh kivdrih.
Po si pa tudi, mislim, nove materiale testiral in pa enkrat je bil pa klik stari, ki je pa prišel pif Ja. v glavi in gas. Raca Miloš je bil en prvih bitov, ne, še imam posnetek iz Boba, ampak ne Bob Ja. leta od večera, ampak Bob, ono tekmovanje, ko so imeli za Ja, telefon Bob. Tam sem to govoril, ja. To je bila resnična zgodba, takrat sem jo mislim, da sam povedal, tako je res bila, pa ni bila zares stand-upersko punchline dodelana. Pa sem to neki izriti potegnil, ja, ko je bilo treba. Zdaj grem že tretjič na isti plac v Ravne na Koroškem. Me zanima, če bojo isti ljudje prišli. Ja. In po telefonu čujem, ko imaš kaj noga materiala? Ja, imam. So še 2 meseca, sem nekaj spisal in nisem spisal in potem sem mogel pač resnične zgodbe začeti govoriti, ki so se pol prelevile v neke normalne stand-up bite prave. No, the best. Zdaj, ko smo ravno na Koroškem, smo pa čisto pozabili Maribor, ne? Ko imaš pa Slavcem tudi skupnega gor? Kaj imamo, spletno stran imamo? Ja, boš kaj povedal, ko je to sploh? Slavko je Ne, spletna stran je... Slavko je en čarovnik. On vidi skozi človeka in ve. Ne vem, če poznaš to zgodbo, ampak Srki Jovanović, Novi Ljubljančan, en od večjih komikov na Balkanu, sicer šolan igralec v Beogradu, je dobil enkrat klic: Dobar dan, ovde Slavko iz Lenta. Čez 2 meseca bo stand-up Lent, ti boš nastopil, imel boš pol ure. Kaj to sploh je stand-up, kaj si nor? Jaz sem to enkrat po televiziji videl. Rekel, ne, to boš. Rekel, okej, bom. V redu. Pa mu je poslal, ne Nešota, to Kaliča, enega drugega, Žikico Vukmiroviča, nekaj takega. Ja. Njega kot nekega učitla in ga je naučil pač nekih prvin, ki jih moraš znati, če si sam na odru, in je imel pol ure. Ni bilo zares ful dodelano, ampak Slavko je to videl, ne? In Slavko mu je kar rekel, ti boš, to boš. Tako je mene Slavko tudi enkrat posedel. Jaz sem se dosti vrtel tam okoli stand-up Lenta, ker me je pač stand-up zanimal, pa zato, ker sem bil novinar, pa sem imel dostop do backstage-a, pa tako sem se pač tam sukal okoli. Pa enkrat Slavko kliče, daj pridi do mene, pridem, je rekel, ti boš zdaj moj pomočnik. In jaz sem bil kar okej. Kom delo, vse. In ja, pa sem tako začel sodelovati. Prvo leto je bil še Jan Šušteršič, ki zdaj živi na Finskem. Zdaj se je odločil stand-up delati, ko je 3 ure beg od mesta z vlakom. Prej ga ni tu v Sloveniji delo. Jan je takrat še bil glavni, oziroma stage manager, kako bi temu rekel, in on me vse je pol naučil, kako se z odrom ravna, pa smo pa že s Slavkotom vsako leto več programa na mene prelagala. Letos smo imela on 4 večere, jaz pa 5. Jaz počasi to od njega prevzemam. Slavko je producent, tudi gledališki predstav, naprimer Kralja ulica ima, ne, od gospoda Novaka, pa tak naprej. V glavnem, on je producent, ampak se veliko je za na kmetiji, pa tako, pa otroke ima, pa ga to bolj zanima, vse se zabavamo, da je agroproducent, ne. Ampak ja, kmet. Ja, v bistvu. Ampak ja, ukvarja se s tem, z stand-upom, no, s produciranjem stand-upa, pa drugih predstav, hkrati ima Lent, festival Lent, stand-up Oder, to imamo zdaj skupno. In ja, kaj je bilo vprašanje? Ja, ne, kje ste se najdli, pa ko počnete? Ja, to zgodba bila. Ja. Čak, cel Lent delaš ti ali sam stand-up Oder? Stand-up Oder. Ja, okej, sem se že ustrašil, ker tisti je celoletni šiht, ne. To je full-time job, stari, da se pripravlja na tak festival. Pa ja, se s Slavkotom se dobivamo, ajde se zadnje cajte, rekel sem fasado delal, ampak skoraj vsak teden smo se dobila enkrat na teden za uro, 2, pa smo pač diskutirala stvari, sponzorji iskala, menila se v programu, kdo kje dela, kdo je zdaj v zaključnem letu predstave in bi jo lahko mi dobili po na konc leta in tako naprej. Ne. Tako da kalkuliranja pa 3D šaha je ogromno. Itak. A so bili kaki neznani tudi med temi predstavami, tako veš, ko so zagnani pa to? Ja, smo nastopali na leto. Itak, ja. Če druge vrihtaš tudi sam. Ja, to je zajebancija, valjda, kuhna mora biti. Ko pa spletna stran, to stand-up si? Ja, prenavljam jo jaz, zelo počasi, ker sem delal fasado zdaj. Zaključni sloj še malo potegnemo. Tudi boš fertik s fasado bo trajal, stari, te page se zmir vlečejo z neznanega razloga. Ja, nič, to bomo... Kaj je Slavko to? je vedno, portal, no? To je portal. Slavko je vedno imel idejo kluba stand-up komedije. Se pravi, ne
zdaj spletne strani, ki posreduje komike za vaš rojstni dan, ampak idejo skupnosti. In to je najlepša stvar na Slavkotu, da je zaslužil dovolj denarja, da ne rabi več Lamborghinija. In Slavko ima idejo o klubu, ki bi funkcioniral sicer centralizirano, skozi eno osebo, ker drugače ne gre, ker se veš, kak so komiki. Enkrat so v Ameriki protest komikov delali, pa so se vsi smejali. Veš to? Ja. Dansko so imeli picket line, pa znake in pa so se vsi smejali, ker so mislili, da je fora. Nismo resni, za res. Znam biti leni, ampak iz te lenobe se rodi potem kultura. Slavko je potem imel nekako centraliziran, se pravi, pomeni prostor, pomeni pisarna, pomeni lasten sistem za prodajo, svašta, kar se tehnikali tiče, ampak decentralizirano v smislu, da ga vsi sprejmejo za svojega. Pomeni, to je prostor, imaginaren v glavah in fizičen, kamor ti lahko prideš po varno zavetje za karkoli. Za minute na odru, za pač družbo, za probleme reševati in pa za, jaz bi pa zdaj nekaj več. Jaz pa ne bi zdaj samo hodil pa 15 minut delo, jaz bi imel pa zdaj solo predstavo. A lahko vi to zrihtate. Se pravi, to pomeni producentsko delo in pa distribuiranje te neke predstave. Pa to, če je fizičen prostor dejansko telovadnica. Ja, to je. Zjutraj pa tam sam do oder sprobaš material, da pregovoriš, ali če imaš 1 uro, to ti pač, kurc, vi ste 3, pa še zabavate se na koncu. Ampak da govoriš 1 uro v kosi, ni tako simpel. Ni tako simpel, ja. Pa še smešno mora biti. Pa timing mora biti, pa vse, ne? Pa publika. Ti se fajn. To je nekako ideja tega kluba stand-up komedija. Zdaj to ni dolgo že, en cajt že stoji, ker ima pač Slavko, tako sem rekel, druge obveznosti. Zdaj pa sem jaz prišel kot nekdo, ki bi lahko to pomagal dvigniti. Mislim, jaz bom to dvignil, ampak vzame svoj cajt. Se pravi, ta spletna stran je v prenovi in pol bomo videli. Je pa res, da moramo pač iz te centralizirane samouprave moramo dobiti folk, ki bo to razumel. To je pa zdaj apel vsem komikom, da pač, veš, nekdo, ki je headliner in ki prodaja karte, mora razumeti, da se da priložnost še komu. Se ne, da to eni ne delajo. Mislim, so taki, ko tudi hočejo sam solo, so taki, ki so včasih hoteli sam solo, pa se so pred kratkim ponudili ostalim mlajšim priložnosti. Ampak starejši bojo mogli razumeti, da je treba včasih kako minuto pa kak evro odstopiti, mlajši bojo mogli razumeti, da je to fucking privilegij. In da za ta privilegij nisem zato, jaz sem si pa frizuro naredil, material imam, bom že pol nekakšnega izpilil, ko bom imel 20 predstav že napisanih, mislim, zabukiranih, ampak da je to stole treba pobrisati pred predstavo. Kdo bo prišel? Ok, to je jasno, da bojo tam mlajši komiki. Jaz ne morem, glih danes, kje si mene najdu. Poznamo to. To je v DNK-ju komikov, iščemo izgovore za nekaj, kar se nam ne da. Tukaj pa lahko pohvalim to našo skupnost, ker veš, da sem organiziral več različnih teh open micov tle po Ljubljani že na različnih lokacijah. In zares, ker sem rabo te izkušene komike oziroma velika imena, so prišli stari. Ja. In eni so prišli tudi pa kar hangat malo. In tako, greš ti na oder danes? Pa tako, ne, tle sem s partijo. Fajn je. Prejšnji ponedeljek je bil Kuzman, ki ni Ljubljančan, v Ljubljani na open micu v Nostalgiji, ko mogoče res ta nastop bi pa lahko spustil, glede na to, da je pa res, da imaš šiht tle, ne? Je res, da imaš šiht to, ampak to pomeni, da je 2-3 ure v luft gledal in pol je prišel domov. Da bo tega reči starih boživčega fasa, ker on da mora v luft gledati, matematik, se mu zmeša. Ampak prišel je pozno domov za enega open mica, ki resnici na ljubo ni zdaj nekaj, kar bi on res rabo v tem trenutku. Dovolj nastopov je imel zdaj čez jesen, da je spilo za Janeze in zdaj ga nič ne bo doma, ko bojo Janezi, to res ni rabo. Ampak je šel. Šel je, verjamem, da tudi iz osebnih razlogov, da pač mogoče hotel kaj sprobati, nekaj je spremenil, ampak tudi zato, da se scena razvija. Perica je bil v Nostalgiji, se spomniš, časi tudi 10, ko je še bila tam pod Gigom. Stari, tle je hodil Baltič pa Valič, so hodili, Babič, pod Kostanju Gaja, veš, stari.
Ja. Sam, ne, danes ne grem gor. S kom sem se to menil, glih včeraj ali prečerajšnjem? Falina, Kut, Franceta Prešerna, ne? Ja, To. ja, ta Vsa scena. infrastruktura in nek plac, saj to je ki ta- je kul. To je to, kar sta delala Slavko tam te gradove, a veš, v oblakih. To je Kut. To je Kut. To je plac, ki je kul, ki je underground, kamor ti lahko greš kot nekdo, ki hodi na veselice, pa koma čaka planico celo leto, ampak tam si pa v nekem drugem, bolj urbanem okolju in tam si tek malo spremenimo se, ne, gremo na fulare, ne. Več si lahko komik privošči, seveda ne, govorim zdaj, da pa ok, gremo se spravljati na laž na ene teme, ki sem da to, da jih nabijamo tja v steno, zelo da bomo šokantni, pa da bomo lahko to objavili in nekaj od tega imeli, ampak malo kakšna več pička materna je lahko, če se zastopimo. Ampak ja, glih tak plac je nekaj takega, kot je tis klub stand-up komedije, ne. In Kut je bil popoln, ne. Tja, ko si prišli, že vibracija je bila drugačna, bili so mlajši ljudje, bili so tako odprtih src in umov, kar je seveda pomagalo sami sceni. In tak plac pol spodbujati je v bistvu, ne, The best. na vseh ravneh in pozitivno in odgovornost vsakega. No. The best. Tlele mi že nekaj cajtov tripa baterija, da bo prazna. Low battery, vidiš? Ja. Tako da, ful stvari se mogle še pomeniti, ki se jih še niso. Ali pa se lahko menimo, pa se bo končalo tako, da Sopranos, veš, ko se kar konča. The best. Kako je fasada? V glavnem, folk, pejte si pogledat, a ti že imaš page? Gorinsek.si. To so tudi neki cajta ti čaro, če se prav spomnim. A nisi medijsko tehniko nekaj študiral? Jaz sem študiral, jaz sem naredil diplomo iz PHP-ja, iz spletnega programiranja. Tak da, PHP je pač koda, pač Ja. HTML ne kljune, ko pa beremo spletne strani. Okay. ja, In koliko cajta srab, da si naredil page? še vedno ga delam. Odlično. Glavnem slike so gor, pa datumi so gor, pa mail. To je to, kar rate. Če poznaš koga iz lokalnega kulturnega društva, naj mene kontaktira, naredili bomo ful za ok ceno, za fair ceno. Pa še za promocijo poskrbite, ker zdaj imaš deli podcast in na koncu imaš reklame. Ki so reklame za mene, za moje. 20 ljudi to sliši vsak dan, stari, to čez 10 let. To bo da Nekje. tisoče ljudi gledali. Koliko sem ti napisal enkrat? Bill Burr. Bill Burr, stari, ti vsak dan piliš svoje, to bo Tako da, super. če imate gasilsko, športno, kulturno društvo, kakršnokoli društvo, ki ima nek mali plac ali pa lahko dobi nek mali plac za 100 ljudi, naprimer, vam prijemo narediti super zabavo, pa še napili vas bomo. To ne reči tunem lokalcem, kako nesejo. Ok, Ne upate. zmejeno. Še enkrat hvala, pa uživite, pa se vidimo. Hvala, da delaš tole. Hvala ti, da delaš vse, ker te z veseljem poslušam. Ajde, čau. Ja, to je to.